predstavitvi dveh novih romanov Čarovnice Martilde, avtorja Franca Mikše in Skrivnosti z otočic, kolegice, avtorice Amalije Jelen Mikša. Dva tako različna romana, dveh tako zelo različnih avtorjev, ki sta se ustvarjala skorajda sočasno v nekem malem delovnem kabinetu, ter novem delovnem kabinetu dveh ljudi, dveh zelo različnih ljudi, ki sta si podelila življenje. Preden oba romana, njuna avtorja, torej Amalijo in Franca, ter seveda okoliščine skupnega ustvarjanja dveh tako intrigantnih zgodb zares spoznamo, bom Amalijo Jelen Mikša prosila za nekaj uvodnih misli in uvodni pozdrav. Najlepša hvala, Slavki. Najprej se bom verjetno zahvalila soncu in Mikovi čarovnici Martildi, ki je uspela pregnati vse oblake. Hvala vam, da ste z nama, da ste z nami. Hvala Slavki in Vanji, da sta pristali na to, da naju zmeljeta v sončni prah, ker sta prvi, ki sta prebrali najina romana. Tega dogodka ne bi bilo brez festivala Ljubljana. Zato hvala gospodu Darku. Hvala gospod Darko Brlek, hvala vašim sodelavkam in sodelavcem. Izredno častno me je, da ste se ne glede na ta čas, ko moramo in smo previdni in upoštevamo tudi vsa pravila vedenja na javnih prireditvah, poklonili tudi, recimo temu ne sicer, dvema literatoma, velikima literatoma, ampak nekim literarnim delom, ki upava, da nosijo sabo vsej nekaj dragocenih misli. Hvala gospej Nevenki Rihter Peče, urednici, za katero menim, da je v zadnjem obdobju, kolikor jo spremljam, ena najbolj pogumnih urednic. Pa ne ravno zaradi moje knjige, ki je tako rekoč, recimo temu, morda celo vintage roman, ljubezenski, ki se spogleduje zgodovino nekega časa, bolj zaradi čarovnice, ki preganja Mika že približno 10 let. In med nami je tudi še ena varovanka, gospe direktorice založbe Obzorja Maribor, to je Barbara, ki je za isto založbo sredi poletja izdala Drzne počene okvirje. Je to? Hvala lepa, Amalija. V nadaljevanju bomo skozi pogovor Vanje Kovač, to je kolegica na skrajni levi, in avtorja, torej Franca Mikše, na njeni desni strani, spoznali čarovnico Martildo. Še prej pa bova z Amalijo se prepustili in vas popeljali skozi Skrivnosti z otočic. Amalija pravi, da gre za ljubezenski roman. Ko sem ga prebrala sama, se mi zdi, da gre za zgodovinskega, za en tak resen prerez kraja in časa, prelepe Dolenjske, o prelomu 20. stoletja, ki pa se zelo lepo bere, ker je rdeča nit seveda ljubezenska zgodba in več kot to prepovedana ljubezen. Ampak Amalija, preden razkrijeva skrivnosti in škandale iz tega obdobja in te plemiške družine Margeri na otočcu, te prosim, da nam prebereš en izsek, da roman, preden o njem govorimo, najprej začutimo. Razmišljala, s čim naj razveselim ali pa nekako šokiram Slavko. Naj začnem z erotiko, ker je bil gospod Margeri, se pravi prvi junak te knjige, velik prešušnik. Bil je pa tudi grdobin, ki je znal mučiti svojo ženo. Sem se pa malo prej odločila, da bom začela z začetkom knjige. Sofija se je dala zapresti v sanje, bila je navarna, kot bi bila v sredici svilobrejkinega zapredka. Mesto na obali Ženevskega jezera Lac Léman se je počasi prebujalo. Budna je bila že vse od jutra pred nočjo, pred včerajšnjim jutrom. Za njo je bilo 48 ur črnih misli in strahov.
Misli, ki pridejo kar tako od nekod in ki so kar tam, ter mrtvičijo željo po sprehodu po soncu, po dotiku in strah, da bo kar nekaj narobe, budijo se stari spomini. Zgodnje sonce je še božalo roso na zlatem žitu, ko so ženice že urno sukale sveže nabrušene srpe. Bilo je avgusta leta 1862. Oskrbnik Viktor in tako naprej. Albin je sedel na konju vzravnano, glavo mu je pokrival lahek vzposti klobuk. Žrebec Delano je bil miran, ker so ga zjutraj dobro nahranili, ni smukal trave v poti, ne listja na vejah velike lipe. V visokem žitu, nedalje stran sta se skrivala fantiča. Na otočicah se je začelo temniti. Sence na grajskem dvorišču so že izgubile ostrino. Grofa Albina se je polodilo njemu tako znano vznemirjanje, kako dobro je vedel, da so noči po zadnjem dnevu žetve primerne za vroče ljubezenske avanture. Pred vasjo Mihovica, kjer se je nekaj zadnjih hiš že stikalo s polji, je skočil s konja. Pri starem visokem seniku so ženice in vezači še vedno proslavljali zadnji dan žetve. Ostal je v temi. Kje se skriva mladenka z rdečo ruto na glavi, s kiklo, ki se začenja ob njenem ozkem pasu? Je to ona, tista deklina, ki jo velik močan hlapec z otočic suče ob divji muziki? S kakšno nežnostjo bi božal njena pordela mehka lica, jo poljubljal, se igral z njenima čvrstima dojkama in je šepetal, izpovedal bi ljubezen. Delano se je ustrašil in glasno zarezgetal. Hvala lepa, Amalija. Veliko je bilo izpovedanih ljubezni grofa Albina Margerija, pravzaprav vsem naokoli, le svoji ženi Jozefini, grofini, nekaj manj, ampak to je že stvar vsebine te knjige, v kateri bomo povedali le toliko, da vas privabimo k branju te res zanimive reči, ki je ne odložiš, preden je ne prebereš do konca. Kot sem rekla, zgodba je, tako opisuje škandale in skrivnosti in je intrigantna od samega začetka pa do svojega zaključka, tam nekje okoli 250 strani. Amalija, čas si omenila, gre za preplet dogodkov, torej dogodivščin te plemiške družine Margeri nekje od leta 1862 pa tja do 1940, do začetka druge svetovne vojne. Vse skupaj pa je umeščeno v to prelepo dolenjsko pokrajino, vse od Novega mesta, Rudolfovega, tako, Šentjerneja, seveda Otočca, ki ga v knjigah poimenuješ Otočice, kraj se ponaša z različnimi imeni, očitno skozi čas, in seveda Šmarjeških Toplic. Nam lahko nekaj več poveš vsebin? Najlažje bi začela, če nekako spremenim najin scenarij, pa dejansko preberem iz zahvale majhen odlomek, ki razloži pravzaprav kako, odkje je zamisel za to knjigo. Zahvala. S prijaznim pismom me je januarja 2016 v Bernu presenetila gospa Vida Jordan iz Lozane v Švici. Želela je, da bi se lotila pisanja romana o vznemirljivem življenju zadnje grofice z gradu Otočac. 3. februarja sem ji odgovorila: vesela bom srečanja z vami, videli bova, ali lahko po moji vrnitvi v Slovenijo vašo zamisel uresničiva. 3. julija tega leta 2020 lahko zapišem: Cher Vida, hvala za zaupanje in velik izziv, za več kot 3-letno sodelovanje pri raziskovanju, za spodbude in številna gradiva, skrivnosti iz Otočic so najin roman. Drugače pa o vsebini gre za gospo Vido Jordan, drugo dedinjo določenih stvari, ki jih je grofica, ki so jo njeni starši podedovali,
z gradu Otočec in kasneje z dvorca, kjer je živela. Tako da sem se lahko pri pisanju opirala tudi na avtentične oziroma originalne predmete z gradu Otočec. Zgodba je enostavna, ljubezenska, grofica se zaljubi v hlapca, tako kot pač to gre, ker so vedno najboljši fantje tam. In njuna prepovedana ljubezen je dejansko družino razklala. V tistem času, predstavljamo si leto 1903-1904, kaj je pomenilo to za velike gospode, ki so dejansko plemenitaši, ki enostavno niti pomisliti niso upali, da pijejo hlapci in dekle, pa celo novomeški sodniki ali učitelji iz njihovih skodelic. In grof Marger je imel navado, da je po kakšnem slavju, kamor je zaradi kakšnih ugodnosti oziroma privilegijev povabil druge neplemenite ljudi, razbil vse, kar so uporabljali. No in Florentina, Johanova, Ivanova, Flor ni se znala rešiti te ljubezni, ne glede na to, da jo je brat Rudolf, zelo veren človek, ki je plačeval veliko ceno očetovih sramotnih ljubezenskih dogodivščin, ki so bile znane od Novega mesta do celo v Ljubljani, celo, mislim, da je deželni svet ga politično onemogočil zaradi določenih stvari. In velik del tega romana se dotika pravzaprav tega njunega zbliževanja, prepovedi, ker bi mi pa bila sama ljubezenska zgodba premalo, sem se, tako kot se novinarke ali pa kdo drug, lotimo raziskovala kraje, čase, ljudi, poiskala stvari, za katere mi marsikdo ne verjame, da sem jih našla, in v labirintu določenih podatkov, veliko mi jih je posredovala gospa Vida, sem uspela zgraditi neko konstrukcijo kot za skulpturo, na katero sem potem ustvarjala slike, pri čemer mi je pomagalo moje dolgoletno delo ob televizijski kameri. Mači, hvala, oziroma Amalija, če na kratko, kot sem sama razumela to zgodbo, praviš, ljubezenska nit, ti škandali, ti družine Margeri, in zadnje grofinje, grofice, torej na Otocu. Zgodba gre nekako tako, gre za grofa Albina, ki je nekako pravzaprav neznanega porekla, čeprav razumemo avstrijsko-francoskega. Družina se nekako seli med Dunajem in Dolenjsko, tukaj se v domači od današnjem Otocu, kjer imajo tudi grad, imajo v lasti Šmarješke toplice, takrat samo nek vrelec in lesen bazen, ki potrebuje prenovo. Gre torej za zakon Jozefine in Albina. Albin je ta prešušnik, o katerem je govoril v prvi del. Jozefina je njegova soproga, ki zaradi njegovih ravnanj na koncu odide, ves čas bega in na koncu dejansko odide na Dunaj k svoji družini, ne živita skupaj in se na Otočec tudi več ne vrača. Imata pa 5 otrok in eden izmed teh 5 otrok je torej ta glavna junakinja Florentina, ki se je prepovedano zaljubila, sprožila škandal, bila izjemno pogumna in tako naprej. Tisto, kar se mi zdi izjemno zanimivo, je ta, razen te ljubezenske zgodbe, opis teh okoliščin in teh odnosov, teh razmerij, ki so veljala v prelomu tisočletja, rekla si že odnos plemstva do podanikov, do plebejcev, nenazadnje tudi do državnih uradnikov, sodnikov, torej nekih deželnih svetnikov, to razbijanje kozarcev, odnos nenazadnje do žensk, ki so bile takrat še lastnina. Da ne bomo predolgi, eno še, ki je povezana z grofom Albinom, potem pa medtem, ko boš ti našel odlomek, bi
mene navduševal spet, kot v Vražjem križljaju, tudi tukaj ta lep poetični jezik in zelo zanimiv se mi je zdaj odnos te Jozefine in Albina, te pogumne mame, žene, grofice, starejša, ne od te Flor, ki je glavna junakinja, kako je ona to elegantno vozila ta svoj zakon, tudi svoje materinstvo, pravzaprav je bila cena visoka, da se odrekla, morala na Dunaj, pa še v Išel. Skratka, ti si zapisala, da ta njena beganja k svoji družini, stran od tega svojega soproga prešušnega, si zapisala, opisuješ te njene poti kot veter nad žerjavico večnih sporov dveh samosvojih zakoncev. Vsak je bil malo samosvoj, tako Albin kot Jozefina. Ja, dejansko tudi Jožefine, se pravi mame, Florine mame, ljudje niso marali, ker je bila preveč vzvišena. Zdaj pa, da vas zapeljem nekam z eno zelo nežno o grofu Albinu, ki ga bom bolj kot moža predstavila kot ljubimca, ampak ta je zelo nežna. Z ranim jutrom se je grof Albin prevalil na drugo stran skromne postelje v hiški nekje med gradom Otočice in ruhno vasjo na levem bregu Krke. Pregreto glavo je skril pod vzglavnik, trda groba lanena rjuha je hladila vročico njegovih misli. Ta pamč ne more biti moj. Ne morejo biti vsi ti rdečelasi otročaji podolenski sok mojega poskočnega telesa. Mlada Kristina z zdravim otročičkom na oprsju je tiho odprla vrata v kamro. Petelini so že odpeli, sinoči ste rekli, da boste morali bolj zgodaj oditi. O, ti moja divja lepotica, je segal grof z lačnima rokama proti hčerki kovača Grma. Odpeta srajca je na široko odkrivala njegove svetle prsi, posute z rdečkastimi dlakami. Ne brani se, pridi, da se še enkrat udiru kot mlada žrebec in žrebica nasitiva drug drugega. Kristina je želela spregledati grofov nasmeh, pogled njegovih svetlečih se oči in preslišati njegove vabeče besede. Otroka je položila v zibko, njena dolga bela vrečasta srajca je bila vse, kar je zakrivalo njeno telo. Oče me bodo s pomočnikom omožili, Peter me ima rad. In tako, potem pa. Preljuba moja porednica je z roko lezel pod njeno srajčko, ne brani se, ne spodobi se, da bi grofu Margeriju odrekla radost. Ni trajalo dolgo, da sta v skupnem dihu, v ritmu, ob sopenju, ki je pelo eno samo melodijo, že divjala skozi pokrajino, se je z gričkov spuščala na ravan in po isti poti spet nazaj. Ko je Kristina v postelji poskušala ukrotiti prepotene bujne lase in jih speti v kito, je grof prišel za njen hrbet. Kot labotka si, tvoj vitek urad, tvoji dolgi skodrani lasje, te tvoje vlažne ustnice so kot medeni kolački, ne moremo tebe. Ah, moj ljubi grof, vi se samo igrate z dekleti. Pa kdo bi vam to slabo štel? Tudi med nami smo takšne, ki se rade igramo z vami. Dobro. Zanimivo, med temi zelo lepo, pa celo erotičnimi izseki, kot lahko slišimo, se je zdelo meni izjemno dragoceno, ta vsebina, ta okvir, ta struktura, kot rečeno, že nekajkrat v prelomu stoletja, tako, 1900 oziroma 1860, 70, potem do recimo prve svetovne vojne in kasneje, kako opisuješ te lepote gradu Otočec, pa starega gradu, pa potem lovske predstave, Draškovec, Draškovec, kako se ne glasi, kamor sta morala Flori, ta njen kočijaš, pevar Ivan Juhan, da ne nadaljujem. Skratka, zgodba ljubezenska, zelo bogata, ta razmerja, odnosi med sestrami, bratom, tema dvema zaljubljencema, je zelo bogato opisana, hkrati pa umeščena v neke realnosti tistega časa. Vem, da si vse te kraje obiskala, vem, da si se pogovarjala z mnogimi ljudmi, da si zelo veliko materijala črpala tudi iz cerkvenih arhivov.
Tega si se lotila zelo, zelo raziskovalno. In to se v knjigi tudi vidi, ker opisuješ, kakšno je bilo pohištvo tistega časa, kakšni so bili običaji tega časa, kakšne igre so se igrali takrat otroci. Izjemno zanimivo. To opisovanje pohištva me čisto čaralo, pa seveda moda, garderoba, kako se je gradila železnica med Novim mestom in Ljubljano, kaj je to pomenilo za razvoj teh krajev na Dolenjskem. Kako si raziskovala, odstirala te skrivnosti otočic in hkrati jih umeščala v nek realen čas in kraj o prelomu stoletja? S pomočnikom čarovnice Martilde sva se velikokrat zapeljala, kar sama že 10 let ne vozim več, na Dolenjska v te kraje, srečevala ljudi, ki so mi, če se namotim, zelo zaupali, tako da sem prišla v marsikatero, v kateri Faroš oziroma stopnišče na podstrešje, kjer smo lahko našli tudi gradiva, ki jih drugi še niso imeli v rokah. Veliko imamo v Sloveniji muzejev, arhivov, kjer človeku odprejo vrata na široko in kjer lahko pokuka v papirje, ki dišijo dejansko po 16. stoletju. To se mi je dogajalo in pravzaprav me je raziskovanje bolj zasužnilo kot pa samo pisanje. Zato, ker sem odkrivala določene stvari, ki jih ni v knjigi, rabila sem jih pa nujno. Zato, ker sem želela, da če pišem o nečem, da moram vse jaz čutiti, da sem potovala nekam nazaj, v nek čas, ki je bil popolnoma drugačen. To je dejansko to. Z vsemi ljudmi in z vsemi institucijami, ki so bile na voljo, zahvaliti se pa resnično moram dvema župnikoma z Dolenjske, z Šentpetra in Šentjerneja, ki ste mi predala kakšno gradivo, ki ga brez zaupanja verjetno ne bi dobila v roke. No in ta tvoj trud, to tvoje večno raziskovanje, že sicer prej in ob pisanju te knjige se čuti na vsaki strani, tako izvemo tudi, kdaj so sveče zamenjale svetilnice, kakšna je bila njihova svetilna moč, kako se je družina, ta plemiška rodbina Margeri ukvarjala s premogovništvom, s prvo trgovino, zelo, zelo zanimive reči. Kot sem že omenila, si veliko opisovala torej to garderobo in modo tistega časa in te lepe gospe, kako so bile urejene in seveda odnos njihovih podanic, dekel, hlapcev do tega njihovega prestižnega življenja, ki ni bilo vsakomur dano, posebej ne njihovim podanikom. In tukaj sem si prav ker sem se prav nasmejala, ko se torej zaposlene na tem gradu, kuharica in tako naprej, ko se med seboj pogovarjajo, kako se nosijo te visoke gospe, si zapisala. Poglejte, kako fine stvari imajo gospice za obleči. Samo malo preveč pritisnem, že se bodo te drobne čipke spremenile v nič. Menda so francoske, ne, belgijske so oni dan rekli, Katinka. Sem jih slišala, ko so spletično prepričevali, naj tudi čipkaste gate hranijo v papirnati vreči v zgornjem predalu. Te gospice se nam kažejo v najlepši luči. Prepričale bi nas rade, da so kakor angeli, brez ritic, pa jih imajo. Prav take so njihove hruške kot riti nas revežev. Le zapakirane so drugače. Ok, kdaj pa kdaj sem rada nagajiva. Mislim, dejansko pri raziskovanju ne raziskovanju, pravzaprav pri potepanju po tistih drugih časih, sem se veliko naučila o tem, kako hitro se svet spreminja, kako hitro se v njem spreminjamo ljudje, kako hitro se spreminjajo navade in dejansko tudi o tem, da se vse stvari pa vseeno ne spreminjajo tako hitro in da v sebi nosimo dobre in slabe strani. To je to. Zdaj pa Slavka, glede na to, da je še 5 minut, sem se odločila, malo manj kot 5 minut za naju, če mi dovoliš, bi prebrala en del. Ta Johan Ivan, on je bil mali stric gospe Vide iz Lozane.
Ona nas vse pozdravlja, ker zaradi razmer ni mogla iz Ženeve, je tudi rizična gospa, mislim, zdravstveno. In ta njen mali stric je bil pravzaprav nečak njenega očeta. To je bil Johan Hlapec. In zdaj bom prebrala tam, kjer se je vsej del te ljubezni njune uresničil. Kam drugam, kakor Flor, so odplavale njegove misli. To je Johan Janez, oziroma Johan Ivan. Bilo je zgodaj popoldne, leto nazaj. Ko smo vse konje pred jesensko nevihto spravili pod streho, sem se ustavil pri njeni kobili. Spomin na tisti dan, ko se je vse spremenilo, ne bo zbledel. Od takrat bilo je po čudovitem galopu skozi še hladne sence med gradom Struga in kasneje v visokih poletnih travah, ki so za nama ostale poležane, se srečujeva vsak dan. Takrat sem ostal v hlevu sam. Ne da bi se dogovorila, sem tistega dne vedel, da bo prišla. Ko so pod streho zafrfotali prebujeni netopirji, sem se zdrznil. Njenih korakov nisem slišal. Bil sem v ogradi. Nekoliko sklonjenega me je objela okoli bokov. Obraz je naslonila na moj prepoten hrbet. Nisem se premaknil. Njeno dihanje je bilo globoko, nemirno. Na hrbtu sem čutil divje bitje njenega srca. Poskušal sem čim dalje zdržati v njenem dišečem objemu. Želel sem prikriti, da mi je kri zaplala v mednožju. Ob oročih poljubih, s katerimi so se njene ustnice sprehajale, po mojem že vzravnanem hrbtu nisem več vzdržal. Izvil sem se iz njenega objema, se naglo obrnil in roke uvil okoli njenih vedno tako vabečih bokov. Čakal sem vas, moja Florentina, sem nezavedno mumljal, vse dokler se najine ustnice niso prisesale kakor pijavka na pijavko. Zagrizla je mojo spodnjo ustnico. Drhtela je. Ljubi me, vzemi me, moj prelepi fant. Gospa grofica je bila stara 43 let, ko se je to dogodilo, Johan pa 18 let mlajši, njen prelepi fant. V želji, da bi se čim prej dotaknil njene skrite, vlažne mehkobe, sem komaj da še zadrževal svojega korenjaka. Z roko je segla za moj pas, njene visoko spete lase pa sem osvobodil slonokoščene sponke. Vročično, kakor da bi bila eno, sva prestopila do skladovnice slamo. Upognil sem jo. Belina njenih gležnjev pa meč in stegen mi je jemala sapo. Neučakan sem ji pomagal pri poskusu, da bi dolgo obleko in široko čipkasto spodnje krilo sama spodvila visoko v pas. Ko sem se prvič do konca zaril do tiste njene vabeče, razprte mehkobe, sem kriknil. Kje si zdaj, moj preljubi cvet? Kako lepo bi te bilo ta trenutek poležati na slami? Nisi se branila mojo poljubov in po noči si se prvič pritihotapila v mojo sobico. Tako sem postal tvoj skrivni mladi ljubimec. Želela sva si, da preostanek noči do tvojega odhoda traja in traja. Niti za trenutek te nisem izpustil iz rok, pod mano si ječala. Kako sladki so bili tvoji kriki. Potem si glavo položila na moj trebuh. Kako vabeče so bile tvoje besede. Ko nisem mogel vladati njihov nove sile tam spodaj si ga nežno objela z dlanmi in se z njim igrala. Tvoji kriki so se dvigovali pod leseno ostrešje. S pismom, ki sem ga naslednjega dne našel pred vrati, si me neizmerno osrečila. Vse ostalo se je pa dogajalo kasneje. Amalija, najlepša hvala. Hitro je šel ta najin čas. Jaz imam še kup vprašanj, pa morda potem kasneje vsi skupaj bomo imeli priložnost še kakšno vprašanje zastaviti, ker se je v to prelepo predverje ljubljanskih križank pravkar prikradla čarovnica Martilda, besedo prepuščam Vani Kovač in avtorju te naše čarovnice Martilde, Francu Mikši. Izvolite. Roman je pravlični, znanstveni,
erotični. Knjigo ste pa posvetili bratu, ki je umrl pri 15 letih. Zakaj pravljični roman z mero erotike in precej žvečkljivimi izrazi? Ja, pozdravljeni. Roman sem posvetil svojemu bratu, ki je umrl leta 1971, bil je star 15 let, hodil je v srednjo policijsko šolo tukaj v Ljubljani, za 1. maj je še bil na počitnicah. 11. maja ga več ni bilo. Delali smo načrte, kako bomo preživeli počitnice in tako naprej. Ko se ima narazen, se ti čustva nekako sprostijo. No, ko sem bil veleposlanik v Dublinu v tistem času, Dublinu veliko dežuje. Imaš take dober pravi ritem, da je tale dež. No, in sem veliko razmišljal in malo nostalgije in sem nekako razmišljal, kako da mu podaljšam neko življenje na tem svetu v nekem simboličnem smislu. In potem sem prišel na idejo, da bi napisal tale pravljični roman. Za otroke, seveda, ker je še ljubna. Ampak nekako sem hotel prepeljati noter tudi njegove sošolce in sošolke in nadomestiti tiste prve ljubezni, ki jih je izgubil. Ljubezni, ki jih je pač zaradi tega dogodka izgubil. Tako sem začel pisati pravljični roman z erotičnimi elementi. Tako sem tudi v roman vnesel 3 njegove dva sošolca in sošolkov, Advanata, Petro in Barta in njegovega nemškega učarja. Seveda, da so lahko prišli v to in da so lahko poslušali tole, kaj ste rekli, erotične elemente, seveda jih je bilo treba postarati. Tako da je čarovnica mu je poklonila delček čarovne moči svoje, da jih lahko postara, da so bili polnoletni, da so lahko živeli vse te svoje čustva in vse te stvari. No, tako sem potem napisal pravljico, tako kot je bilo rečeno, kjer se za prevlado bojujejo elementi znanstveni, erotični in seveda tudi pravljični. Seveda sem pa sem nekako bodo bralci hitro, tisti, ki so ohranili igrivost stroka v sebi, bodo seveda hitro nekako razumeli določene stvari. Seveda sem pa tam, ko sem delal pod stresom veliko, sem nekako dojel, da smeh, drobni užitki in sanje namreč pomagajo oblažiti stres, ki počasi in vztrajno uničuje človeško civilizacijo. No, tako sem potem to vse naredil in seveda sem pisal tele zgodbe, skozi pogovor o resnejših stvarih, o znanstvenih in tako naprej, se je potem Ižoj in Vetra, punca, nekako z dotiki in s tem zaljubite, imajo tisto prvo fazo, nekako gre skozi knjigo. V tej knjigi Ižoj je vaš brat, vi se mu približate, v bistvu z njim nadaljujete odnos skozi literarni lik, ki je vaš alter ego, in v bistvu vi njemu pripovedujete, ga učite, pripovedujete mu pravljice, zraven pa mu v bistvu razterate tudi svet erotike, znanosti. Pravljice so najprej začele, mi kot otroci smo imeli odlično otroštvo v Ormožu, v majhnem mestu, v parku, v gradu in tako naprej v Reki Dravi. Seveda smo imeli tudi tele zgodbice, tako da jaz tele zgodbo, kaj pišem, 2 zgodbice, eni čarovnici, ki je bila takšna majčkena čarovnica, fajtica, ki je imela kljukast nos. To je iz resnične. Zdaj sem dal noter za uvod, da pridemo potem resnejše zadeve. Ampak je bila tako majčkena, da je v spalnici živela v števcu za elektriko. Črn je bil, ima pa takšno krožnico, ki je črna in rdeča. Na tem je sedela in je potem krožila, nam pa je metala na glavo takšne iglice iz ledu. Potem smo se zabavali malo začeti. Druga pa je bila tudi ena soseda, ki se je preoblekla v princa, si je pravo gledališko opremo prinesla sabo in tudi v čarovnico, ta je bila pa zlobna. Zdaj se je potem neko ravnotežje naredil. Seveda, ko je prišla gor, smo se zbrali, še bil predšolski, smo se zaprla v špajzu, gledala se skozi ključavnico, koliko hoče prišle, tale princ pobegnil in tako naprej. In seveda je imel brat travme še vrsto let, po noči se je zbujal in to je bilo grozni dogodek pri nas. Vi ste jih nekako združili v eni karakter, v eno čarovnico Martino, ki jo pa vi poimenujete kako?
Ja, ti tudi svidla. No, brat je poimenoval tole čarovnico Martilda. Seveda, ker je videl tole, se mu je pokazala, v ogledalo se mu je pokazal obraz znane prinašalke smrti Matilde, ampak ker ni vedel prav izgovoriti, pa je pravo Martilda, no, pa smo potem ostali pred tem. Seveda me je vprašal, zakaj pa si ti dal takšno čudno ime, ne? Sem rekel, jaz sem pač dal takšno ime, ki ga samo ona razume in samo jaz ga lahko uporabljam. Seveda, ker je bila nagajiva, je bila zelo inteligentna ženska znanstvenica, se bom prebral, ampak ustrajna in potem je seveda se zaljubila v svojega tajnega svetnika, ampak ker jo pač ni maro, je bila nabrisana zelo in potem se je spremenila v lepotico največjo, ki je Ikimus kdaj videl. In ga je ogoljufala, seveda jo objame in se poljubita, ampak naredila pa eno napako, kar je dobro naredila. Ne? Pozabila si iz grla odstraniti takšni značilni smrdeči dah čarovnic. No in tako je prepoznal in potem je zmeraj bil previden, če se mu je kakšna preveč lepa ženska približala, da se ne bi spet naredila. Tako da iz tega so se te stvari, ta dva lika naredila, zato tudi čarovnico. Zato bo tudi čarovnico potegnem celo linijo tega dogodka. Ikimus je vaš alter ego. V zgodbi čarovnica Ikimusa, kot ste rekli, preganja, ga v bistvu zasleduje, ga poskuša ujeti. Je tukaj kaj avtobiografskega elementa? Ste vi tako dojemali ženske? No, seveda, pri moških in ženskih smo se različni, ne, sej lepo, če kakšne malo poflirtajo s tabo, ko si mlad, pa tudi še, ko si starejši, še bolj, samo potem je tega vse manj, ampak je različno, kako nastopijo, ne, tudi moški, eni so agresivni, eni so direktni, tako, če pa je ženska čustvena, nežna, brihtna in tako naprej, da ima vse te elemente ženstvenosti, koliko to veliko žitek, ne. Zdaj, seveda, malo moški in ženske pač je sreča, kakšno je razmerje med enimi, kot veš, in drugimi, ne, ampak to, ker sem zdaj starejši, že lahko malo se naredim neumnega, pa malo pozabim, kako je bilo pri meni. Franc, ste želeli prebrati ta del? Jaz bom samo nekaj o čarovnici, seveda ona je bila vrhunska znanstvenica, imela je prastrica Sanjo Maga, ki je imel svoje vesolje in je bil največji mag, največji čarovnik vesoljo in kar je koli želela je seveda je naredil. Tudi ko se je rodila preveč lepa, so jo starši zavrgli in so jo hoteli dati pogršiti, ampak to boste prebrali, kako je potem on pomagal. Ampak ona se je ukvarjala z znanostjo, tako da je tudi z Einsteinom, tako da bom tukaj en stavek prebral. Potem, ko se je znanstvenega in raziskovalnega dela se je kmalu naveličala, motilo jo je, da je morala svoje teorije pojasnjevati pred največjimi svetovnimi avtoritetami, ki so v pravilnostih dvomile. Očitno so bile njene teorije preveč pred časom. Tudi znana enačba dr. Alberta Einsteina, energija je masa krat hitrost na kvadrat, se je izdela sila preprosta, a dokaj sprejemljiva. Zanjo relativnostna teorija ni bila nič zahtevnega, pa tudi napačnega ne. Se je prinesla odgovore na veliko trdovratnih vprašanj sodobne fizike. Bolj kot resna znanstvena razlaga je bila všeč preprostejša obrazložitev relativnostne teorije, ki jo je Einstein včasih za šalo povedal manj izobraženim ljudem. 1 ura z lepo punco mine kot minuta. Minuta sedenja na vroči peči pa se zdi, kot da traja 1 uro. In to je način, da je lahko razložil tudi to teorijo svojemu v bistvu nečaku. Ja, to je bilo lažje. Tu bi še samo, če lahko o čarovnici, seveda, ker je predavala na različnih univerzah atomsko fiziko, je seveda bila tudi v CERN-u, v Ženevi, v tistem pospeševalniku, ki je toliko metrov pod zemljo in tam, ko pač obstrelujejo z delci, se je pač nabrita, kot je bila, to je pospeševalnik 27 km pod Švico in Francijo, globoko pod zemljo, 110 metrov pod zemljo, no in potem bom sam prebral, kaj je ušpičila. Nemirna in zvedava, kot je bila, se je spremenila v mini čarovnico. Preden je znanstvenik uspel zapreti mogočno zapiralo in ponovno sprožiti jedrsko reakcijo, se je neopazno splazila skozi majhno odprtino v cev. Vežižne reakcije v zaprti elipsasti cevi so jo pognale od ir za atomi, ki so potovali z večkratno hitrostjo svetlobe. Delci atomov, ki so se hodili po cevi, so se zatletavali vanjo. Kmalu je bila polna globokih drobnih ran
Bilo je, kakor da bi jo zbadali z neskončnim številom tankih igel. Na gosto so preluknili tudi njene spodnje hlačke, ki jih obleče le v posebnih priložnostih. V glavi se je vrtelo, obšla je slabost, s težavo je zadrževala bruhanje. Vedela je, da bi delci bruhanja v pospeševalniku dosegli velikansko hitrost. Še sreča, da je znanstveni poskus trajal nekaj minut. Znanstvenik je ustavil jedrsko reakcijo in prvi hod v cev. Iz cevi se je prikotalilo na elektreno bitje s štrlečimi lasmi, z razcefrano obleko, s polomljenimi zobmi, z odkrknjenim nosom, z odrgninami po vsem telesu. Fluorescentno se je svetilo. Eden od znanstvenikov je vzkliknil: ustvarjali smo atomsko bitje. Klitorika Brisilda se je oglasila z ozadja: zakaj vsi gledate v tla? Ali so iz cevi padli zlati atomi iz človeku še neznane materije, morda antimaterija ali pa pradelec kriv za nestanek vesolja? Vse, kar doživlja Ikimus v vašem romanu, je delno avtobiografsko, vsaj dognanja, pogled na svet. Vi opisujete tudi medplanetarno diplomatsko mrežo v knjigi. Ali so ti kočljivi značaji, ki jih opisujete, resnični? So vam takšni ljudje resnično prišli na pot? Ja, kot sem napisal, je vsaka podobnost z resničnimi osebami naključna. To sem napisal z namenom, pa tudi drugi pisatelji tako napišejo, že vejo zakaj. Seveda, ko si 40 let diplomacije, se marsikaj naučiš in srečaš v svojem ministrstvu, v ministrstvih drugih držav, v mednarodnih organizacijah, v ambasadah, seveda potem nekako to združiš, nekako upišeš, na kak način bi to opisoval. Tako da sem potem, Klitorisilda je padla, ko je vse dosegla, ni več bil noben izziv za njo in na koncu postane depresivna in seveda svojega tajnega svetnika prosti, kaj naj naredi. Seveda pol je pa reče, pol je ustanovila planet pravice močnejšega, to je bila ena stvar, druga pa je bila, da je rekel, naj ustanovi medplanetarno diplomatsko mrežo. Seveda je bilo to zanimivo, da je imela nekaj za početi. Pri tej medplanetarni diplomatski zvezi pa je potem razpis naredila za voditelja te mreže, ministra medplanetarnega in seveda za diplomate priskrbela, kakšni kadri morajo biti, tudi z uniformami in tako naprej. To je naredila in zdaj na koncu so se različni prijavili na tole delovno mesto. Seveda se je tudi prijavil nek diplomat, ki je bil seveda še v času, ki je bil zmeraj gospod tudi v času socializma, ampak se je pač prijavil. Zdaj, ker je bil pač arroganten gospod in vse je moglo biti nekako po njegovem, ga je potem poslala na planet svobode močnejšega, tam je bila ustava, ki je veljala, vse je dovoljeno, nič ni prepovedano. In vsak, ki je prišel na tisti planet, je mogel podpisati tole listino, ko se je gor šel. Ampak seveda gospodo so njegovi sodelavci, bili kabinetarji, ko so se ga malo naveličali, mu pač niso povedali, kakšne bodo posledice, ker seveda ministri ne prebirajo takšnih podatkov, ki so košljivi. No in zdaj, kaj se je njemu zgodilo, ko je svojo aroganco nastopil na tistem planetu, ta delček majhen bom prečital. Najava prihoda šefa vesoljnega ministrstva za medplanetarno sodelovanje je bila predana oblastem z diplomatsko noto. Prejel je dovoljenje za pristanek vesoljskega plovila, preverjanje identitete in osebne predlage je potekalo korektno in v skladu s postopkom, enakim za vse obiskovalce. Ministru, diplomaticusu Maximusu, so v prihodu v podpis izročili isto izjavo, kot so jo morali podpisati vsi kandidati za prebivalce planeta, pa tudi vsi obiskovalci. Minister je nastopaško predvrel na visok oder, postavljen v njegovo čast. Starešina ga je predstavil v zbrani množici. Minister je prebral kratek pozdravni govor, sledila je okrogla miza s predstavniki najvplivnejših klanov. V razpravi so se kmalu sporekli. Minister ni upošteval dobronamernih opozoril moderatorja razprave. Sogovornikom je poskušal soliti pamet glede vseh obravnavanih vprašanj. Če niso soglašali z njegovimi stališči in trapastimi nasveti, jih je žalil in zmerjal s sočnimi psovkami. V množici je nastal nemir. Skupina silakov se je prebila do govorniškega odra in ministra odstranila. Iz prijema močnih rok se mu ni uspelo izviti. Tulil je in zmerjal, od oblasti je odločno zahteval, da ga zaščiti.
Starešina mu je soodgovornostjo pojasnil, da ne sme vplivati na neposredno demokracijo, ki je temelj njihovega političnega sistema. Moški so ga odvlekli do ognjišča, kjer so v njegovo čast že od ranega jutra pekli vola za pojedino, ki naj bi sledila uradnim pogovorom. Z ministra so strgali oblačila, zvezali so mu roke in noge. Z grozo v očeh je opazil dolg pošiljen kol, katerega konca konica je bila namazana svinjsko mastjo. Obesnela drhal je tulila, na kol z njim. Na našem planetu je ljudstvo suvereno, nihče nas ne bo žalil. Živimo lahko, kakor nam je ljubo, na kol z njim. No, ker se je pa to zgodilo, je potem čarovnica gledala po ekranu, kaj se dogaja, seveda ga je potem milostno mu pomagala, da je hitro umrl. Prav. Zdaj, mislim, da se približujemo v koncu. Ja. V romanu se prepletata del za otroke, del za odrasle. Otroke v bistvu čarovnica začara, da postanejo starejši, da lahko nekatere stvari tudi v bistvu doumejo, predvsem ta erotični del. In nekako ste Ižoju želeli podaljšati skozi roman, ste mu želeli podaljšati življenje na način, da bi čim več doživel, čim več zabavnega doživel, se veliko tudi naučil. Na koncu pa pridemo v bistvu do zelo intimnega dela in se vrnemo nazaj v resničnost. Vrnemo se na čas, ko ste izgubili svojega brata. Jaz bi, če lahko, bi prebrala ta del, upam, da mi ne bo glasu, da se mi ne bo glas tresel, ker je pretresljiv, čeprav je nasplošno roman zelo vesel, zabaven. Jok in ihtenje ljudi sta Ikimusa spravljala v obup. Kljub vrtoglavici se je uspel obdržati na nogah. Nežno se je dotaknil bledega, hladnega obraza. Nekaj trenutkov je stal sklonjen nad krsto, okrog srca ga je zbadalo, zastal mu je dih, možgane presekala ostra bolečina. Iz usnjene torbe je vzel knjigo, v njej so bile na pergamentnem papirju zapisane pravljice in jo položil v krsto, ki Ižojevi levi roki. To knjigo je Sanjo Mak šele pred kratkim podaril svoji najljubši prapravnukinji Klitorisildiarej. Klitorisildiarej, to je bilo njeno... Že klitoris je malo težko reči, ne? Škatli so iz ebenovine okrašeno z intarzijami iz slonove kosti, pa je potisnil Ižoju pod vzglavnik. V njej je bila zaklenjena platinasta ploščica posuta z diamanti, na kateri je bilo pod mikroskopsko majhnimi črkami človeku neznane pisave vgravirano Klitorisildino tajno medplanetarno ime, šifra za spustitev velike čarovnije. Ikimus je upal, da bo skrivnosti škatlice Ižoju pomagala srečno živeti onstran dobrega in zla. Torej, na nek način pretresljiv prizor, pa vendarle se konča optimistično. Ja, jaz bom še en delček samo prebral. Ko sem se vozil s tistim avtomobilom, čudežnim, ki se voziš podzemno, nadzemno povsod, ki mi ga je nastavila, seveda mi ga je tako naplanirala, da sem mislil, da sem najboljši šofer in pilot in denar, ampak na koncu se je videlo, da je bilo vse načrtovano in je to prizadelo moj moški ego, ne? Normalno. Ampak med tisto vožnjo sem pa nekaj začutil na zmišljo življenje po smrti. Tale delček bi pa rad prebral. To je čisto kratko. Večkrat sem razmišljal o nevarni avanturi. Ugotovil sem, da sem se v tisti strašni noči v odročnem predelu Alp za nekaj časa znašel v davnem preteklem času, ki očitno teče vzporedno s sedanjostjo, a ga ljudje s svojimi omejenimi čutili in intelektualnimi sposobnosti ne moremo zaznati. Verjamem, da bodo čudež prehajanja iz različnih časovnih obdobij doživeli v trenutku srečanja smrto, bomo doživeli, ki prežina vsako živo bitje že od trenutka njegovega rojstva. To bo še zanimivo. In potem dialog z tam mladimi, ne? Kaj bo še zanimivo? Ne vem, na kaj cilja še pripomni Bardo. Na vprašanje, na katerega človeštvo še ni uspelo odgovoriti. Katero vprašanje je zanimalo Admanata? Ali obstaja življenje po smrti? Kaj se zgodi s človekom, ko umre, njegovo truplo pa ostane na zemlji? Kam se preseli njegova duša? To sploh ni pomembno, je vztrajal Admanat.
Otrokom res ne. Ta vprašanja nas običajno mučijo šele v zrelih letih. Čez leta boš to sam spoznal. Dragi moji mladi prijatelji, v tisti strašni noči mi je umirjeni glas med vožnjo prišepnil, da smo ljudje obsojeni na večnost, pa če nam je to prav ali ne. Naše trenutno bivanje naj bi bilo le del večnosti, ki je ponavljajoča se realnost. Te pa ni mogoče niti zanikati, niti s pomočjo lastne volje bistveno spreminjati. Vse se spreminja in samodejno teče. Zapomnite si, življenje je smrt, smrt je življenje. In to je ta optimističen del, v bistvu razlaga, neke vrste razlaga za izgubo. Ja, to je optimizem, ki ga nosiš v sebi, da lažje preživiš tvoje življenje, da imaš neko upanje, da nekaj narediš. Jaz sem bil prav nekako, takrat v tistem času smo imeli Slovenija predsedovanje Evropske unije, leta 2008, in seveda pri majhnih ambasadah je bilo zelo intenzivno delo. Tako sem imel tistega negativnega stresa, sem imel toliko, da sem nekako komaj preživel, vse sem tudi, malo se mi je imunski sistem pokvaril. Ampak potem sem pa pisal to in tudi druge romane, sem 4 ali 3 paralelno pisal, ampak to, s tem sem ustvaril pozitivni stres, da sem lahko nekako ravnotežil, da sem lahko preživel in prišel naprej, potem tudi ustvaril. Ampak v tem sem vedno užival. Nikoli mi ni bilo težko pisati, to je največji užitek pač. S tem ste si nekako čistili dušo. To pa vsekako. Ja. Pa še tudi moji ženi malo. Sam to bi povedala, ja. Dejansko je pisal, v Dublinu se že srečeval s to čarovnico. Ja, vstajal je sobote, nedelje, praznike, vse proste dneve o 4:30, tudi po 14 ur za odmor je tekal po tisti rezidenci in si masiral zadnjo plat, da je lahko sedel naprej. Mislim, ni pisal v službenem času, ko včasih kdo reče, kako lahko diplomati vseeno toliko napišejo. To je pa pomembna stvar, da se izpostavite. Predstavitve, ne? Strašno zanimive predstavitve. Jaz sem prepričana, hvala lepa, Vanja Kovač, hvala gospodu Francu Mikši, gospi Amaliji Jelen Mikša, za vse te res zanimive informacije, ravno dovolj in na prav način dozirane, da sem prepričana, da bodo ljudje z veseljem v roke vzeli obe knjigi, oba nova romana, torej pravljico za, kot sem slišala, za odrasle precej, in torej ta zgodovinsko-ljubezenski, v katerega sem se pa tudi sama zaljubila, Skrivnosti z otočic. Avtorja bosta knjige podpisovala v naslednjih 10-15 minutah, morda pa imamo še kakšnih 5 minut časa, da jima zastavite kakšno vprašanje, in jaz sem še enega dolžna, ker sem me malče prej prehitro prekinila. Vem, da je čarovnica Martilda nastajala že v Dublinu, že skratka 12 let pravzaprav je nastajala, ampak na koncu je bila pa ustvarjena in rojena v Ljubljani. Vem, da sta obe knjigi skoraj istočasno prišli iz tiskarne, in tisti del, ki me zanima, kako ste kot zakonca so ustvarjala vsak svojo zgodbo, je bilo to sobivanje, sožitje, več kot očitno je bilo ustvarjalno, ampak zanima me pa tisto, česar ne vidimo in česar nismo slišali in česar ne poznamo. Hvala, Slavka. V Bernu sva imela dobro prijateljico, znanko profesorico srednjeveške angleščine, Margaret Bridges, sva še zdaj na FB-ju prijateljici, in ko je videla ob obisku, da imava samo urata, levo njegov računalnik z mizo in desno moj, je rekla, ljuba človeka, kako pa vidva sploh lahko ustvarjata. No, v glavnem, Slavka, srečo imam, da sva se naučila z drugim dobro živeti, ko ustvarjava, sva vsak v svojem svetu, in ne glede na kakšna nesoglasja, različnosti, nikoli nisva tega najinega kabineta, včasih so bili večji v Dublinu, Ženevi ali pa v Bernu. Tukaj na Trnovem je to knjižnica, takšna kot so v trnovskih blokih, običajno je to otroška soba z veliko knjigami, in nikoli tega delovnega kabineta nisva spremenila v boksarski ring, za kar se ti zahvaljujem, Mik.
Danes si to povedala z drugačnimi besedami, običajno pa rečeš, da se včasih tudi kreativno svajtamo. Jaz bi se vsem zahvalil, da ste danes prišli. Je najbolj hladen dan v zadnjih tednih, deževalo je do 4. ure. Sem prav vesel, da smo lahko to speljali in da ste tukaj so prišli prijatelji, pa verjamem, da boste tudi uživali v branju, kaj smo napisali.